Dobro večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač, Robert Golob še vedno ni odstopil, vi pa spremljate najbolj politično korektno oddajo slovenskih televizij. Senad Jušić, nezakonito imenovani generalni direktor policije, je danes končno odstopil. Tem se seveda rešuje rit notranjemu ministru Poklukarju, ki ga čaka interpelacija. Mimogrede, Jušića še po odstopu Poklukar kliče Jusić. Zakaj? Ne vemo. Je pa minister ponovil, da je Slovenija varna in ima enoten položaj. Hvala Bogu. Sedaj pa se lotimo 58. oddaje okrogle 8. sezone Faktorja. TV3 resnica boli, komentarji še bolj. Danes bomo za vas komentirali monetizacija oblasti. Monetizacija oblasti ali svoboda govora, katera bo močnejša. Vladajoči par Robertina ne skriva, da oblast razume kot bankomat zase in svoje podrepnike. Ali lahko to sploh ustavimo, se bomo pogovarjali z našima stalnima komentatorjema, doktorjem Sebastianom Jeretičem in doktorjem Boštjanom Markom Turkom. Sebastian, Boštjan, dobrodošla v Faktorju. Dober večer. Boštjan, če midva mogoče začneva, no? Kako ti vidiš aktualne razmere? Skratka, na eni strani imamo ministrico za kulturo, Asto Vrečko, formalno predlagateljico novega zakona o medijih, ki pravi, zakon velja tudi za influencerje, ki monetizirajo svoje influencerstvo. Po drugi strani imamo pa v vladajočem paru influencerko, za katero se zdi, da vse, kar počne, je, da monetizira ta svoj vpliv, ne na družbenih omrežjih, kar bi bilo na nek način logično, ampak vpliv na predsednika vlade. Pa ja, mislim, to je pač država v prostem padu, Predvsem je problem, mi se soočamo, to se še nikoli ni v zgodovini republike dogajalo, taka, bi rekel, otroška, infantilna, neinteligentna oblast, ki se požvižga na vse, bi rekel, temeljne postulate, ne nazadnje na ustavo, ne nazadnje na 39. člen, ki govori o svobodi govora in ki svobodo govora izrazito, bi rekel, ščiti v tem smislu, da je to ena temeljnih civilizacijskih pridobitev, Se pravi, da je vsakemu dovoljeno širiti mnenja, širiti prepričanja, pač seznanjati s svojimi ugotovitvami javnost in tako naprej. Mislim, to je zdaj poseg tega spet nikjer v Evropi ni. Mi postajamo pač tukaj nek absoluten unikum. Tega nikjer v Evropi ni, da bi se nek zakon, da bi se neka zakonska regulativa ukvarjala z, bi rekel, influencerji, sploh pa spričo, bi rekel, tega, kar se je zgodilo v Združenih državah Amerike, in spričo tega, kar se dogaja vse bolj v Evropi, spričo tega, kar se je recimo nazadnje zgodilo zdaj ravno kar v Avstriji, ko se je oblikovala neka desna koalicija, ki je pač odprta za svobodo govora, ki je odprta, bi rekel, za svobodo državljanov, konec koncev. Tu je velik problem zdaj, ki nastaja tudi druga protiustavna zadeva, to je pa pač zoper zasebno lastnino, to je ta davek na nepremičnine, ki je v svojem jedru absolutno protiustaven, in je bil kot tak prispoznan že leta 2014, pa leta 2013, in zdaj ga skozi, bi rekel, za božično darilo, so kot neko raco, ki bi to rekel Ivan Simič, pripeljali ta dva človeka, ki sta rekla, da bomo pa to naredila, in pa to je vse. Jaz sem bil danes na teh posvetovanjih glede tega davka o nepremičninah, ampak to bo udarilo 200 000 državljanov plus. To bo udarilo, bi rekel, turizem, to bo udarilo, mislim, to bo imeli nepredvidljive posledice, če bo to slučajno prišlo v veljavo. Tako da mi se soočamo z neko popolno erozijo tega, kar se imenuje država. Država je servis državljanov, ki omogoča svobodo govora, servis državljanov, ki omogoča svobodo ekonomske pobude, konec koncev turizma, konec koncev oddajanja sob, konec koncev tega, od česar Slovenija živi, to so pač njene strateške prednosti. In to se kar nekega lepega, bi rekel, silvestrskega večera se to pojavi, in se potem vrže med ljudi, in to je, torej take Slovenije jaz ne prepoznam več, To je pač, to sta zdaj dve temeljni, bi rekel,
špici, ki sta uperjeni proti ustavi Republike Slovenije. Ne? Ja. Zdaj, Sebastian, kdo nam v resnici vlada, kako razumeti aktualno strukturo oblasti? Tisti, ki ima 5 minut na neki, ne vem, mikropotki, da tako rečem. Ne? Zdaj, recimo, kar se tiče zakona o medijih, lahko ugotovimo, da je to očitno pisal en zelo ozek krog v kabinetu ministrice, ker celo, pogojno rečeno, njihovi pomembni strokovnjaki so ta zakon raztrgali. Ne? Torej, že skrajno levi profesori, recimo na FDV-ju, v skrajno levi oddaji Marcel, na skrajno levi RTV, so ta zakon popolnoma raztrgali. Pomeni, da je nastal v nekem zelo ozkem krogu, ker je nekomu pač padla očitno neka ideja na pamet in potem so šli pa to še tako formulirati, da zadeva seveda ne more v tej obliki biti sprejeta. Ne? Kar se tiče recimo same definicije vplivnežev, tukaj je recimo profesor Verčič jasno izpostavil. To je definicija aktivnega državljana, torej samega bistva moderne demokracije. Ne? To pomeni, kdor javno komunicira z namenom, da druge v nekaj prepriča, mislim, to je bistvo same demokracije. In kot je Boštjan rekel, je to nekaj, kar je nemogoče omejiti, če imamo ustavo države, ki sodi v bazen zahodnega sveta, v bazen civilizacije liberalno-demokratskih držav. Skratka, nekomu je pač nekaj padlo na pamet, potem je pa najbolj problematično, da ta vlada zadeve sprejema torej na božične praznike očitno in novoletne praznike, ne da bi kdorkoli od drugih ministrov to zadevo sploh prebral. Najbolj pošten je bil minister Han, predsednik Socialnih demokratov, ki je to enostavno priznal in je tudi izpostavil, da se takšni zakoni enostavno ne morejo sprejemati na dopisnih sejah med prazniki. Ne? Da je to, pa se lahko ministrica sklicuje na to, da je bila opravljena razprava, da so že govorili o tej temi, ne? Ampak to je enostavno znak popolnega političnega amaterstva take vlade, kar smo videli sicer že na številnih drugih primerih. Ne? Zato na tvoje vprašanje vlada tisti, ki ima v neki mikrotraki zadnjih 5 minut. No? Zdaj, Boštjan, če nadaljuje tu, kjer je Sebastian končal. Ne? Pač minister Han, minister za gospodarstvo, turizem in šport, je rekel, zakon sem površno prebral, niti nisem zanj glasoval, sem pa povedal ministrici, kot je rekel Sebastian in predsedniku vlade, da se takih zakonov na dopisnih sejah na Silvestrovo ne sprejema. Ampak predlog zakona je vlada sprejela in gre naprej v državni zbor. Ja, to je problem, ne mislim, zato ker ta zakon izhaja iz nekega duha, ne, ki temelji na tem, da se Slovence deli, ne, da se deli na tiste, ki pravilno razmišljajo, pa ki nepravilno razmišljajo, kar je v razmerah recimo danes, ko prihaja en ogromen cunami tako imenovane umetne inteligence, naravnost infantilno. Ne, in to izhaja iz tega, iz pedigreja stranke Levice in stranke, bi rekel, katere koordinatorka se slika na Čebinah. Ne, tam se je začel ta sistem, bi rekel, ustvarjanja notranjega sovražnika oziroma ustvarjanja tako imenovanega delitve Slovencev na prave in na neprave, ne, in to je v bistvu Kučanova paradigma, ne, to je paradigma, ki je umetno vzdrževana, ne, da se delimo na leve in na desne, ne, ker so te delitve zdaj v bistvu v tej postmoderni ali pa če hočete v času res, ko imajo primat družbena omrežja popolnoma nepotrebne in popolnoma nesmiselne. Ne. Ampak to je na isti način, pogledajte, vzporednica je Kučan na prav istega Hana, ne, nekako okaral na konferenci SD-ja, ko je rekel, da ni govora velika koalicija. Ne. Zakaj zdaj ni govora velika koalicija? Ni govora velika koalicija zato, ker je bila velika koalicija dialoga, ne, recimo, ker bi recimo, če bi ušla, bi rekel, iz nadzora tako imenovane globoke države oziroma Milana Kučana, ne, bi bila to, bi rekel, ena ogromna razvojna priložnost za Slovenijo, za katero stoji tudi ogromno gospodarskih
deležnikov, ne, ampak zdaj pa to ne. Prej pa ja, ne, recimo, ne, velika koalicija je bila dopuščena, se pravi 90-ta in to, ne, dokler so lahko, bi rekel, kontrolirali prostora, ne, pa zdaj čutijo, da prostora ne morejo več kontrolirati, ne, in zdaj pravijo temu ne. Mi se soočamo z neko popolnoma iracionalno, predvsem pa protiustavno represijo, bi rekel, temeljnih mehanizmov, ki nas ljudi v družbi kot take sploh vzpostavljajo, ne. Se pravi, izražanja mnenja, bi rekel, proste gospodarske pobude, ne, proste pobude političnega združevanja in tega, ne. To je nekaj, česar res nikoli ni bilo, pa smo v tem studiu obdelali že ne vem kaj, pa Šarca, pa Serpentinška, pa Cerarja, pa ne vem kaj, ampak tega preprosto nikoli ni bilo v taki obliki. Ne. To je nekaj, kar je absolutno skregano z duhom modernosti, kar je skregano z duhom zahodne civilizacije. To je izredno pomembno, ne, in predvsem, kar je skregano, bi rekel, z globinskimi potrebami slovenskega človeka. Večina ljudi je pa problem ta, ker mediji to prikrivajo, ker se večina ljudi tega v tem trenutku se še ne zaveda. Sebastian, zakaj se je javno reaktiviral Milan Kučan po tvojem in zakaj recimo največjo nevarnost vidi v Socialnih demokratih? Bog ne daj, da ne bi šli po naslednjih volitvah v vlado Janeza Janše, recimo. Ravno zaradi tega, kar je Boštjan izpostavil, ne. Torej, skrajna levica enostavno ne trpi drugačnega mnenja, ne. To je totalitarni impuls, ki velja za določen del družbe. Problem je, da se jaz verjamem, da v slovenski družbi je ta impuls v izjemni manjšini, ampak z obvladovanjem vseh mehanizmov ustvarjanja javnega mnenja in poenotenja večine ljudstva uspeva temu impulzu vladati tej državi. Zakaj se je aktiviral? Zato, ker najprej vidi, da je ta vlada popolnoma nesposobna in da ta koalicija nima nobene možnosti, da bi v taki obliki nadaljevala, recimo v prihodnjem mandatu, in je zato naredil tisto, kar je edino, kar ima, da preko kanalov, ki jih obvladuje, poskuša vplivati na stranko, ki je, če se spomniš, vsaj v tistem času, ko sva oba bila malo bolj aktivna, šla po neki poti modernizacije, predvsem poti iskanja soglasja, iskanja dialoga. In popolnoma isto zadevo je, če se spomniš, počel leta 2006. Takrat je takrat ga je povabila Breda Pečan kot poslanka SD-ja v Izolo, pokojni Kontič ga je povabil v Velenje in je prišel na dogodek Socialnih demokratov in pljuval po predsedniku stranke Pahorju in sodelovanju v partnerstvu za razvoj. Torej, ravno zaradi tega, ker vidijo politiko kot preglasovanje, prevladovanje, ne pa kot iskanje načina za urejanje naše medsebojnosti, kjer moramo enostavno, ne glede na vse razlike med nami, živeti skupaj in poiskati nek način tega sobivanja. In kot je Boštjan izpostavil, bistveno načelo parlamentarizma, ne samo modernega, od srednjega veka naprej, je enostavno odprti nacionalen dialog, skozi katerega se išče rešitve za najširše soglasje. In tega v Sloveniji seveda enostavno nimamo. No. V 90-ih letih je bila vsaj kultura, vsaj govorilo se je o metaforah mostogradnje, torej bila vsaj neka ideja premagovanja, čeprav se je tudi takrat seveda, da bomo reči, izključevalo ali skušalo nekje prevladati. Ne? Ampak je vsaj usmerjenost nekega političnega diskurza bila v premagovanje. Bilo torej nekaj pozitivnega, če se je govorilo o mostogradnji. In jaz mislim, da bi slovenska leva sredina potrebovala mogoče vrnitev nekako ravno tistega vsaj Drnovškovega duha v diskurzu, ne glede na vse napake, ki so bile storjene recimo v 90-ih letih in ki jih še danes lahko občutimo v različnih družbenih podsistemih. Ok, predlagam, da si zdaj vzamemo krajši premor, ampak ne nam iti, gledalke, gledalci, se vrnemo po oglasih, ko nadaljujemo s komentiranjem, katera bo močnejša, monetizacija oblasti ali svoboda govora. Ostanite.
Dobrodošli nazaj. Z nami sta še vedno naša stalna komentatorja, Sebastian Retič in Boštjan Marko Turk. Pogovarjamo pa se o tem, katera bo močnejša, monetizacija oblasti ali svoboda govora. Kolega, predno nadaljujemo, predlagam, da si pogledamo en posnetek izjave ministra Luke Mesca, ki nemočno, sicer velikega borca za človekove pravice in pravice invalidov, ki nemočno vije roke, ko trči ob nebrzdan kapital. Poglejmo. Mi je zelo žal za to, kar se dogaja. Verjemite, da sem zadnji človek na svetu, ki bi si želel, da to podjetje gre v stečaj. Konec koncev sem minister odgovoren za invalide. Ampak boste preprečili, gospod Mesec, da jutri na skupščini predstavnik SDH, lastnica njegova je vlada, vi ste član te vlade, ne bo glasovala za likvidacijo? To nažalost ni v moji moči. Zakaj ne? Ker ministrstvo ne upravlja s podjetjem, ministrstvo ni lastnik podjetja in kot veste, Slovenski državni holding posluje neodvisno. Ampak glejte, kako pa potem se lahko vlada vtika v delo Agencije za energijo, ki je neodvisen regulator, pa od njega predsednik vlade zahteva, da vodstvo odstopi, da nam naredi drugačno obračun omrežnine. Vi imate zdaj dvojna merila. Za ene se lahko vtikate, za invalide tukaj in te uboge zaposlene, pa se kot lastniki podjetja, ki ga izvaja vlada, ne morete. Dvojna merila, gospod Mesec, zakaj pristajate na njih? Kot politik, ki se bori za invalide, kot minister, ki ne bi se boril za invalide, boste dopustili, da gre to podjetje v likvidacijo? Se borim za invalide. Kaj boste vi glede na ta njihov brezbrižen odnos, do invalidov, do delavcev, kot minister, ki je član vlade, ki je skupščina SDH-ja, vlada sklicuje skupščino SDH-ja, ki lahko na skupščini sprejme tudi sklep, da podjetje ne gre v likvidacijo in to naloži kot lastnik vodstvo SDH-ja, če lahko predsednik vlade poziva šefico Agencije za energijo, da mora odstopiti in ji reče, da mora predlagati drugačen sistem omrežnine, potem lahko storite to tudi v tem primeru. Glejte, gospod Slak, cela Slovenija je 20 ali pa 30 let ostro protestirala proti temu, da se država vmešava v upravljanje podjetij. Zdaj, Sebastian, minister pravi, nemočni smo, vlada je sicer skupščina SDH, ampak oni so neodvisni, nič ne moramo, sicer mu je grozno žal in tako naprej. Popolno seveda sprenevedanje, enako kot je bilo njegova vloga pri mariborski livarni, ker je tudi precej obljubljal in je šlo podjetje tam pa mislim, da zagotovo neupravičeno v stečaj glede na poslovno prihodnost, ki jo je imelo. V tem konkretnem primeru ne vem, ali je za državo in družbo bolje, da se to podjetje likvidira in se alternativno uredi za te ljudi, ampak vsekakor očitno ni bilo narejeno dovolj, še posebej, ker je očitek, da je podjetje v težavah zaradi slabega menedžmenta. Popolno sprenevedanje pa je, da nima nobene moči. Dosti manj besede bi vlada morala imeti pri agenciji, ki mora biti neodvisna zaradi načela delitve oblasti. Tam gre za druge zadeve. V primeru odnosa do SDH-ja gre v bistvu bolj za transparentnost in preprečevanje neke korupcije in klientelizma in so zaradi tega zadeve izločene, ampak kot si izpostavil, v končni fazi je vlada tista, ki je skupščina, torej tista, ki ima ustrezen, dajmo reči, kanal vplivanja na odločanje SDH-ja. V primeru agencije ne. Tam je poseben status in ta avtonomija je zagotovljena zaradi, bom rekel, posebne vloge, ki jo ima tudi energetika v moderni družbi, enako kot pri drugih agencijah velja nekako ta avtonomija še enkrat zaradi principa delitve oblasti, ki preprečijo, da se oblast koncentrira v eni roki. V primeru upravljanja državnega premoženja pa je vlada tista, ki nosi končno odgovornost. In če bi Luka Mesec bil tak politik, za kakršnega se prodaja, bi pravočasno na ustrezen način, bodisi v koaliciji, v torej ožjem krogu koalicije, ali pa potem javno zagotovil, da država na ustrezen način reagira v primeru, ki je bil v tem prispevku izpostavljen. Zdaj, Boštjan, Luka Mesec po en stran, ko daje intervju za tednik Mladino, tam govori, kako zabija gole delodajalcem in tako naprej in zdravnikom, ne vem komu še vse, Po drugi strani pa zdaj tu pri kolegu Slaku v 24 ur zvečer nek Kristusov pasijon.
Pa ja, mislim, to je svet, ki je postavljen na glavo, ne, mislim, vi se ne morete, temeljni namen vlade je, da omogoča stimulativno gospodarsko okolje. Vlada se ne more iti vojno zoper delodajalce, kajti od teh delodajalcev mi vsi živimo, ne, mislim, država živi od tega, ne, in kapitalizem je, recimo, to je pač temeljna napaka, se pravi teh ljudi, ne, ampak oni so zase poskrbeli. Kapitalizem je območje, v katerem se delavec najbolje počuti. Recimo en moj spomin, da to povem, ne, recimo sem bil prvič v Franciji, to je bilo davno nazaj, leta 85, ne, in so bili pač znanci od mojih staršev, to je bilo tam blizu Lila v Aljenu, se pravi na meji, ne, in so me peljali pogledati eno tovarno in jaz pridem do parkirišča, pridemo, ne, gledam, kaj pa je to, ne. In tam so bili recimo Peugeot 306, se pravi vse take Renaulti, in se pravi ta srednji razred, sem rekel, čakaj, so pa ti avtomobili, a ne. Pa so rekli, od delavcev, ki delajo v tovarni, sem rekel, pa to je nemogoče, a ne. Kako? Ne, zato, ker v Jugoslaviji, teda je bila še Jugoslavija, ne, so delavci se vozili, če se niso vozili z javnim prevozom, so se pa vozili s fičkoti ali pa z stoenkami ali pa z jugoti, ne. In to je tista frapantna razlika, ne, med Zahodom in med tem, kar se tukaj zdaj v Sloveniji vnovič dogaja, ne. Tukaj gre za obujanje nekega eksperimenta socialističnega, ne, gospodarskega, ki je propadel že 40-45 let nazaj, zato je pa pač propadel socializem, zaradi gospodarstva se ni propadel, pravzaprav zaradi ideologije, ne, in ti vzorci, bi rekel, ki jih je socializem prinesel, se pravi, da se država vse meša, da so ljudje izvoljeni, delegirani, ki potem upravljajo z gospodarstvom, so popolnoma napačni, ne, temeljijo na nekih fantazmah, ne, in to je katastrofa, je pa to, da se to zdaj poskuša v Republiko Slovenijo leta 2025 implementirati ta miselnost nazaj. In seveda tej miselnosti, usporedna miselnost je pa tista, ki pravi, da je treba, ker glas razuma pač ustaja zoper to, ne? Ker vi ne morete, recimo, če se z eno podobo izrazimo, ne, solate, ki ste jo dali kompostirati prejšnjo jesena, ne, pa je potegniti potem ven spomlad pa postrešta, ne. To pač ne gre, ne. Te bi rekel, vzorci socialističnega gospodarjenja so bili pač absolutno preživeti in so se dokazali, da so pač propadli, sploh pa nimajo ničesar delati v razmerah tako imenovane, bi rekel, postmoderne, tako imenovane, bi rekel, družbe, še enkrat opozarjam, v katero prihaja umetna inteligenca, ki temelji družba, ki temelji na pobudi posameznikov, ne. Zato recimo so Združene države Amerike najbolj uspešne, ker imajo prosto pobudo in prosti pretok blaga in storitev, ima tudi Evropa, ne. Se pravi, posameznika moraš ti osvoboditi v celoti in potem bo šele lahko prispeval k skupnosti in potem bo skupnost lahko prosperirala, ne. In dokler smo se Slovenci, bi rekel, držali tega kriterija, je bilo vse v redu, ne. Recimo, to je bil Drnovškov čas, pa je bil to čas Bajuka, pa je bil to čas Janše, ne. Zdaj pa, ker nas je pač zdaj s to, bi rekel, Robertino, nas je pa nekaj obsedlo, oziroma pač problem je veliko globij, ne. In gremo nazaj na Kučana in na njegovo skupino, ki ima pač v Sloveniji vso oblast, to dokazujem v svoji knjigi, Letniki svobode. Oni imajo večinsko oblast v medijih, še v gospodarstvu in tako gor dole, ne. In ti ljudje razumejo samo jezik ta, da so oni pripuščeni na oblast, ne. Zanje je demokracija samo, kadar oni vladajo, kadar oni 100% ne vladajo, teda je ta demokracija zanje ogrožena, ne. Kar je pač absolutno skregano z vsako logiko razvoja, bi rekel, sodobne družbe, a ne, tudi zato nas konec koncev prehitevajo. Mi smo zapravili ogromno strateško prednost, ki smo imeli proti državam vzhodnega bloka, nekdanjega, se pravi, višegrajski skupini, pa konec koncev Hrvaški in to, zato ker so oni pač osvobodili državljana in državljan je tam popolnoma svoboden. Tam državljan svobodno prispeva in se svobodno gospodarsko združuje, a ne, in država je zgolj servis za to, da mu omogoča delovanje in izpolnjevanje te gospodarske svobode. Nazadnje seveda še enkrat, ki je povezana seveda bistveno za svobodo mišljenja, ne, ta pa je bistveno povezana s svobodo izražanja in zdaj smo spet pri, bi rekel, monetizaciji oblasti. Ja, predlagam, predno nadaljujemo, da si pogledamo še en posnetek, ki ga je sicer naredil
poslanec Nove Slovenije, ne, da bi delal posebno reklamo za njega ali pa za to stranko, ampak vsebina se mi zdi pa je kar primerna za našo aktualno debato. Poglejmo. Imate nižjo položnico za elektriko? Kako da ne? Vse je Golob obljubil. 90% ljudi bo plačevalo manj. Sistem bo bolj pravičen in podobne cvetke smo poslušali. Ves ta čas so lagali in to načrtno lagali. Upali so, da bo prišlo čez. Ko pa so prišle položnice, so se ljudje dvignili. Ustrašili so se za svoje stolčke in seveda obrnili ploščo. Omrežnina, davek na nepremičnine, davek na pse, višji RTV prispevek. Idej za nove davke Robertu Golobu ne bo zmanjkalo. Levica ljudem jemlje iz žepov denar. Zdaj, Sebastian, koliko dejansko nam še Robert Golob vlada, ne? Ker določene stvari, sicer to je bilo malo hudomušno, kar je poslanec Reberšek naredil, ampak dejstva nekatera pa vendarle držijo, ne? Pač predsednik vlade je v državnem zboru zagotavljal, da ne bo davka na nepremičnine, dobivamo davek na nepremičnine. Potem je po 2-letni debati o uvedbi nove omrežnine ugotovil, da pač nova omrežnina ni dobra, čeprav so predtem iz njegove stranke in iz podjetja, ki ga je vodil pred vstopom ponovnim v politiko, sporočali, da ni nič narobe in še kar nekaj je teh stvari. Ne? Koliko ima Robert Golob še v rokah, ali so tisti, kot si rekel prej v prvem delu, ne, ki imajo te mikropotke čist prevzeli vajeti? No, jaz mislim, da razlog za to, da lahko vlada tisti, ki ima 5 minut na mikropotki, je v tem, da imamo prvič predsednika vlade, ki se ne zmeni resno za vladanje, ki mu torej to ni ne poslanstvo, ampak niti resna služba, ampak več časa posveti tej monetizaciji oblasti, o kateri si govoril, torej predvsem vplivništvu svoje partnerice. Torej njemu je očitno bolj pomembno poziranje za Instagram, kot pa spremljanje posameznih vsebin. Zdaj človek bi pričakoval, da vsaj na področju, na katerem je bil prodan kot vrhunski menedžer, kot so ga nekateri prodajali pred volitvami, ne, da vsaj na tem področju bi pa bil sposoben, če tudi sam ni sposoben prebrati recimo določenih predlogov, vsaj poklicati prave ljudi ali pa dati nalogo pravim ljudem, da te zadeve preverijo. Ne. Tako pa ima poslanec gospod Reberšek seveda popolnoma prav. Svoboda je lagala. Oni so lagali takrat, ko je opozicija pravočasno dala možnost, da se skozi odprti nacionalen dialog poišče recimo kakšno alternativo. Ne? Takrat so to zavračali, govorili, da opozicija zganja nek populizem, da brez veze razburja ljudi, da ni nobenih problemov, ne? In potem so se seveda ti problemi končno le izkazali in potem pa čez noč obrne ploščo, kar je pa pred časom tudi sam v nekem intervjuju tudi povedal. Ne? On torej nekaj blekne in pol se premisli. In se lahko premisli, pa drugi ljudje mogoče tega ne vejo, dokler ni že prepozno. Glavni razlog, da Robert Golob ne vlada ali pa da zavlada takrat, ko je že prepozno, pa je ta, da enostavno zanemarja svoje delovne obveznosti zaradi posvečanja časa enostavno Instagramu njegove partnerice. Boštjan, davek na pse, kaj bo naslednje, davek na rezano cvetje? Pa ja, ne, mislim, to so pač same neumnosti, ne, mislim, ki imajo pa nek namen, ne, krepiti državo in zastraševati ljudi, ne. In to je pač, ja, davek na rezano cvetje ali karkoli, ne. Temeljni problem Roberta Goloba je pravzaprav ta, da on je v bistvu popolnoma neprimeren za mesto, ki ga zaseda, preprosto zato, ker nima interesa biti predsednik vlade, ne. In predsednik vlade mora biti pa človek, ki ima bistven interes, da je predsednik vlade, ki ima bistven interes za to, da zagotavlja, bi rekel, optimalno okolje v vseh, da zagotavlja sproščeno Slovenijo, ne, konec koncev, kje je že ta pojem, ne, sproščena Slovenija, ne, državljani so vedno manj sproščeni, vedno bolj frustrirani, vedno bolj prestrašeni, ne, ker ne vedo, ne. Zato, ker oblast, veste, recimo, mi Slovenci izhajamo iz prostora, smo se oblikovali v prostoru Avstro-Ogrske, ne, v Avstro-Ogrske je bil cesar, oziroma cesarica, ne, in ta oblast je govorila da in je rekla da. In je rekla da in je rekla da.
In če je rekla ne, je rekla ne. Tako oblast je govorila nedvoumen jezik. In nedvoumen jezik je tisti, ki zbuja zaupanje, sploh če je vezan recimo na proporcionalne ukrepe, ki jih prinaša, bi rekel, vladna ekipa v javni prostor. Vladna ekipa je to ne zato, da se ukvarja z Instagramom, pa da se ukvarja z bi rekel, Instagram profili, recimo, tako imenovane dispojne, kot ti praviš, premijeja, ampak je tukaj, da skrbi za vitalni interes državljanov. In to je pač neka temeljna napaka, nek temeljni nesporazum. In tudi zato Robert Golob, recimo, mislim, ljudi bega, če ti rečeš danes A, jutri pa rečeš B, pa rečeš po jutrišnjem da, pa rečeš čez 4 dni ne, pa potem rečeš, da je ne da, pa da je da ne, so potem ljudje pač popolnoma zbegani. Mi take oblasti preprosto ne potrebujemo. Problem je pa ta, ker imamo večinske medije, ki namesto, da bi razgrinjali in razgaljali to, kar se v resnici dogaja, in razgaljali to temeljno insuficienco, bi rekel, sedanje vlade in temeljni, bi rekel, njen prolaps v odnosu do aparata, s katerim mora upravljati, to pa je država, to vse maskirajo in namečejo neke petarde in namečejo to in gor in dol. Se Ivan Simič je rekel za ta nepremičninski davek, da to so vrli kot neke vrste raco, pred prazniki, ker tako, to je popolnoma vse skupaj neresno. In mislim, ta odnos vlade do države je neresen, kar pa če bi bilo to šlo za nekaj, ne vem, XY zadevo, bi bilo nepomembno, ker pa gre za našo državo. Država pa mora optimalno funkcionirati in to mora funkcionirati 24 ur na dan, je pa to tragično. Mislim, to je tragično. Ampak zdaj, Sebastian, še ne tako dolgo nazaj, recimo, smo imeli politike, ki so odstopali zaradi sendvičev. Zdaj, premier itak pravi, za vsako menjavo smo močnejši, ampak ni teh nekih menjav, ki bi rekel, da bi bile potrebne. Če vzamemo za primer notranjega ministra, zdaj jasno je, da je generalni direktor policije odstopil praktično na predvečer interpelacije, zato da pač ne bi imel minister težav na interpelaciji. Vlada je do danes trdila, da ni z njegovim imenovanjem nič narobe, čeprav je upravno sodišče reklo, da je imenovan nezakonito. Sem pa že uvodoma omenil, pač notranji minister še zdaj, ko je človek že odstopil, ne zna pravilno izgovoriti niti njegovega priimka. Zdaj, to ni pač, bi rekel, neka komedija, odrska igra ali pa neka televizijska nadaljevanka, da bi se ob tem lahko smejali ali pa križali, kakor komu paše. Vendarle gre tu za najvišje predstavnike države ta hip. Ja, ampak mogoče si našel dobro metaforo, zdaj pa reality show. Torej, mi smo v neki dobi spektakla, predvsem v Sloveniji smo v tistem obdobju, ko je dejansko predvsem levi blok od odhoda gospoda Drnovška popolnoma razbit in še enkrat, tisti, ki ima pa zadnjih 5 minut na Pop TV-ju pred volitvami, potem zasede nek položaj. Kot je Boštjan izpostavil, predsednik vlade je neprimeren zaradi tega, ker mu ni mar za vodenje države. On je šel na volitve iz kaprice, zaradi tega, ker mu oblast ni dala novega mandata. Torej, njega nihče ni vrgel iz službe, njega nihče ni iz položaja, recimo, odstavil. Ja, potekel mu je v bistvu mandat. Potekel mu je mandat in ni dobil novega. In iz te kaprice je potem šel na volitve z nekim aparatom, ki je bil sicer, bom rekel, v pripravi za nekoga drugega. Bil je v pripravi za nekoga, ki je rušil že prejšnjo vlado in si je domišljal, da bo sedel na tem položaju, ampak se je potem zadnjih 5 minut enostavno on usedel, ker so ocenili, da ga bodo najlažje prodali javnosti kot vrhunskega menedžerja, kar naj bi Slovenija potrebovala. In zaradi tega, ker mu ni mar za vladanje, mu tudi ni mar za ljudi, ki sedijo v vladi in jih bo do nekega dneva recimo branil, potem jih bo pa vrgel čez rame, kar je tudi že sam iskreno vsaj povedal. In zaradi tega je enostavno nemogoče primerjati ta mandat s katerimkoli preteklim, ker je to nekomenzurabilno, to je nemogoče spraviti skupaj, ne glede politične kulture, predvsem pa, kot sem rekel, enostavno mu ni mar za to državo. Zdaj,
Boštjan, vpliv pač partnerke Roberta Goloba, Tine Gaber, je nezanemarljiv, ne moramo iti mimo tega, ona je nek aktiven politični akter, čeprav formalno ni na nobeni funkciji, ni šla na volitve in tako naprej. Zdaj, portal Info360 je razkril, da snema podcaste, ki stane 1200 evrov na podcast, posname 2 na mesec, kar bi zneslo 2400 evrov, ampak direktor podjetja, ki to dela za njo, pravi, da ona tega ne plačuje, da ima ta drug dogovor. Zdaj, koliko ti misliš, da je teh nekih posebnih dogovorov in kako se to kaže skozi vladno politiko? Ker praktično pri vsaki stvari, katere se lotijo, pa tudi če je še tako, bi rekel, plastična, kot je recimo nujna helikopterska pomoč, na koncu pridemo do tega, da je zadaj nek dogovor, da kupujemo pač helikopterje, ki so za vse druga bolj primerni, sam za tisne, za kar bi naj jih nabavili. Ja, seveda, to je pač temeljno vprašanje, ki sem ga že večkrat postavil. Namreč, od česa živi Tina Gaber, mislim, čisto konkretno, kaj prijavlja FURS-u, kakšni so njeni dohodki, ki je zaposlena, sprav. Ti moraš biti nekje zaposlen, nekje moraš delati. V tem kontekstu seveda je tudi to, da je treba pač, da ti ne moreš kar nekih spotov snemati brezplačno. Drugo pa, kar pač seveda najbolj izstopa pri tem, je pa to, da tega recimo, bi rekel, meni se to zdi skrajno kičasto, kar se ta dva gresta, ampak še posebej zato, ker se tega ne gre nihče od, bi rekel, predsednikov vlad, države ali karkoli, kjerkoli jih jaz poznam. Poglejte samo Trumpa, recimo. Mogoče Trump zgleda kot nekdo, ki je tudi človek, bi rekel, Instagrama pa družbenih omrežij, pa to je vse res. Ampak ta Instagram pa družbena omrežja so pri Trumpu niso sama po sebi namen, ampak je njihov namen, bi rekel, posredovati svoje poglede, svoje sporočila in to svoje predloge javnosti, tudi svetovni javnosti. Medtem ko pri Tini pa pri Robertu je pa to samo po sebi namen, kar je groteskno. In tega recimo nikjer v Evropi ni. Vidite, nikjer v Evropi politika, ki bi se šel Instagram zgolj zaradi tega, da se gre Instagrama, ki bi snemal spote, ki bi se kazal in zgolj zato, da se kaže in to. In to je pač nekaj, kar je absolutna anomalija, in kot tako absolutno nesprejemljivo, in pač terja, bi rekel, ustrezne analize, in terja, bi rekel, tudi ustrezne sankcije, ker tako ne more biti, mislim, sploh, mislim, ker je vsa država je zdaj, bi rekel, talec neke Instagram domislice od danes, pa od včeraj, pa od jutri, pa od predvčerajšnjem, pa od pojutrišnjem, in to pa pač ne more biti. Pa čudi, da ljudje, recimo pri letih, ki jih imajo, Golob je letnik 67, da nimajo te, bi rekel, te pa recimo določene kilometrine, da nimajo te modrosti, da to vidijo sami. To je meni nepojasnljivo. Da se obnašajo tako kot recimo, ne vem, se pravi, najstniki na Instagramu. Njihov odnos do se pravi, teh družbenih omrežij je mene zelo spominja na odnose najstnikov, ampak najstnik ne more voditi države. Ne gre. Ja. Sebastian, čisto za konec. Zdaj, se da to monetizacijo oblasti ustaviti z svobodo govora, ali bo prej konc tudi svobode govora? Ne, svoboda govora bo ostala. Jaz mislim, da ta zakon, tako kot je bil napisan, ne more preživeti parlamentarno ali pa vsaj ustavno presojo v nadaljevanju in verjamem, da bo zadeva spremenjena in bodo to seveda spet prikazali kot da je vlada prisluhnila, videla, popravila in bo koalicija to nekako uredila. Svoboda govora je enostavno preveč močno zabetonirana v temelje naše moderne demokracije, da bi jo ena Slovenija uspela, oziroma ena skrajna vlada v Sloveniji uspela iz teh temeljev nekako izruvati in v končni fazi imamo orodja, ki omogočajo, da bomo to počeli tudi v prihodnje. Je pa res, da smo videli določene poskuse, ni Slovenija edini skrajni režim, Velika Britanija ima zelo podobne težave, ker dejansko ljudje končajo v zaporu zaradi kakšne objave na spletu in verjamem, da bo tudi tam hitro prišlo do kakšne spremembe režima. Skratka, tudi če bo kdaj kakšna od evropskih držav zdaj zanihala v neko skrajnost, verjamem, da se bo
zadeva potem v kratkem nekako uravnotežila. No. V redu, bomo videli, kam bomo zanihali mi v Sloveniji. Za nocoj pa je dr. Sebastijan Jeretič, dr. Boštjan Marko Turk. Najlepša hvala za vajina pojasnila v naši oddaji. Gledalke, gledalci, to je bil o tem, katera je močnejša monetizacija oblasti ali svoboda govora. Že 110. faktor na TV3, 1110. se upravičujem. Jutri bomo za vas komentirali, zakaj država krade otroke in komu jih daje. Ne zamudite, predvsem pa ne pozabite. Ni vseeno, kdo kaj reče.